Dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka na literarnem četrtku ob Svetovnem dnevu poezije, ki ga obeležujemo 21. marca. V okviru tega obeleževanja sta danes z nami pesnica Vita Žerjav Pavlin ter pesnica in pisateljica Vida Mokrin Power. Predstavili bosta pesniško zbirko Obrazi avtorice Vite Žerjav Pavlin, ki je izšla v založbi Kut Apokalipsa v letu 2020. Obema voščim prijazen in lep dober večer ter dobrodošlico v naši sredi. Preden pa vama predam besedo in se povsem posvetimo poeziji danes, mi dovolite, da še povem nekaj uvodnih besed o predstavitvi in njenem samem poteku. Torej, dogodek poteka v živo na Facebook profilu Goriške knjižnice. Vsi, ki želite dogodek spremljati, se lahko v času aktivnosti povezave prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Pri tem imate dve možnosti, lahko ste vidni z vklopom spletne kamere oziroma lahko vašo vidnost zaprete, če kamero izklopite. Lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanja pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to dovolj časa, saj je povezava aktivna do 19:15. V času trajanja dogodka vprašanja lahko zapišete tudi spodaj v sporočilih. Nanje bosta gosti odgovorili ob koncu predstavitve. Obvestiti vas moramo, da se dogodek tudi snema. Po srečanju v živo bo ogled posnetka možen na knjižničnem Facebook profilu in na YouTube kanalu Goriške knjižnice. Takole, zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Torej, še enkrat lep dober večer in pozdrav vsem, gospa Žerjav Pavlin in gospa Vida Mokrin Power, beseda je vajina. Izvolita. Lepo pozdravljeni vsi. Res mi je v veselje predstavljati novo pesniško zbirko prijateljice Vite Žerjav Pavlin in to na profilu Goriške knjižnice. Se je Vita zaznamovala goriško svojo poezijo in z mnogim delom tudi o drugih avtorjih goriških zelo močno. In je človek, ki izredno ljubi pokrajino, ljubi življenje, ljubi naravo, ljubi ljudi, ljubi odnose, ljubi poezijo, ljubi šolo tudi. Tako da je vse to v njeni poeziji in je njena energija res v tem prostoru fantastična. Seveda pa ni samo tukaj in v Ljubljani, kjer sicer živi, ampak je pravzaprav tudi po vsem svetu njena poezija že znana. Ko sem šla gledati na neke knjižnice po svetu, sem njene knjige dobila pravzaprav skoraj po vseh kontinentih. Čeprav je izdala samo 4 pesniške zbirke knjižne, je ta poezija v mnogih domovih in je v mnogih generacijah prisotna. Izdala je pa tudi v knjigi svojo doktorsko disertacijo in za svojo diplomsko delo je pa dobila Prešernovo nagrado. Poleg tega, da je zelo privržena, ljubeča do literature, je tudi velik skratka je tudi matematični je zelo pravzaprav tudi zemeljska, pripeta na zemljo in praktična, ne mara histerij in tako da je res uporabna, ne samo človek velikih različnih dimenzij. Na Cobisu ima 115 zadetkov, to je zelo lepa številka in živi sicer v Ljubljani, ampak se stalno vrača v Gorico in midva z možem in ona z možem smo bili na mnogih izletih in praznovanjih, tako da je res naše življenje sprepleteno še in še. Izdala je, to je 4. pesniška zbirka,
Prva je šla, že ko je bila srednješolka, to je bila Pljučna preko okna, potem pa še Uglaševalni ton in Široka. Te knjige so nastajale mnogo let, zato jih je pravzaprav malo, ker je tako zelo pazljiva glede tega, kaj da v knjigo in za vsako besedo pravzaprav premisli brezkončno. Tako da spada med te brusilce diamantov v poeziji, ne med tiste, ki imajo pač drugačen način, da njihova poezija kar jim pade na pamet skoraj in je vredna in pač smo različni načini in meni je blizu ta njen način. Skratka, je pa tudi v našem literarnem klubu zelo dejavna in skupaj sva tudi zbornik Govorice urednikovali in videli, kako je ta prostor pravzaprav literarno izredno bogat in se tega premalo zavedamo in je pravzaprav premajhna odmevnost tega našega pisanja, se mi zdi, kar se tiče medijev. Ta zbirka, Obrazi, je izredno lepo oblikovana. Oblikovala jo je Nina Šuštaršič-Remic in pač v modrem in z rjavim, zemeljskim in te čipke in trava, tako da se mi zdi to res umetniško delo tudi prve klase. Najprej bi nekako navezala, preden govorimo o novi knjigi, še to, da je prejšnja njena knjiga z imenom Široka izredno lepo pospremljena z besedami Barbare Korun, kjer opiše Vito, njeno osebnost, njeno poezijo, ki pravzaprav velja ne samo za to zbirko, ampak tudi za druge, čeprav so si različne. In še to je važno, da midve z Vito prijateljujeva že od srednje šole, z Barbaro Korun prijateljujemo tudi že pač jaz od faksa naprej, oni dve prijateljujeta in še dr. Stanislava Krobakova-Repar je tudi v tem našem krogu ženske poezije in smo imeli veliko dogodivščin v Sloveniji in tudi po celi Evropi s svojo poezijo, nastopi, z komentiranji poezije druge, tako da ko vidite eno, se pravzaprav lahko po svoje spomnite tudi na druge tri. A ja, pa še seveda Maja Vidmar, ki je pa sploh Goričanka in sploh tudi v našem krogu teh najbližjih pravzaprav, že od mladih let in še vse do danes. Tako da zdaj bi pa začeli s knjigo. Z Vito sva se zmenili, da zato, ker je imela že dva zelo lepa intervjuja in to na pesniškem tandemu, ki ga vodi Petra Koršič, je bila pač Vita in Katarina Gomboc in je tisti intervju, pogovor pač na internetu in si tam lahko nekatere stvari pač pogledate, kogar zanima. Pa še na Radiu Slovenija je bila dvakrat z Markom Goljo in je tudi tisto izvrstno. Zato bova nekako bolj osebno tukaj zdaj predstavljali njeno knjigo in njeno življenje, tudi sploh, ker smo v Goriški knjižnici. Zdaj te prosim, Vita, da prebereš moto. No, najprej lep dober večer vsem, ki ste si vzeli čas za ta
spletni dogodek oziroma dogodek nadaljavo. V veliko veselje bi mi bilo, da bi lahko danes prišla v Gorico in vas srečala osebno, ampak tudi tako se počutim nekako povezana s prostorom, iz katerega sem izšla, ki me je močno oblikoval in h kateremu, kot je Vida povedala, se vedno znova vračam. Nekaj o tem pove tudi ta zbirka. Ja, hvala Vidi za to izčrpno uvodno predstavitev. Res je, veselje mi je, da imam take prijateljice, kot je Vida in ostale, ki so bile naštete, ker ob njih lahko pravzaprav vzdržujem nek pogled na poezijo, torej ohranjam stik z zelo različno, ampak zelo kvalitetno poezijo in hkrati se o tem tudi čisto osebno lahko pogovarjam, vidim tudi iz česa, pravzaprav iz kakšnih življenj, iz kakšnih situacij ta poezija raste in nekako mi je potem tudi morda meni lažje, ko oblikujem, zapisujem svoja. Vida me je prosila zdaj, da preberem moto zbirke. Ta moto je povezan tudi z naslovom, naslov Obrazi, kot sem zapisala tudi na zavihku knjige, sem nekako prevzela po slovenskem klasičnem pesniku Simonu Jenku, po njegovem ciklu s tem naslovom in moto, ki sem ga zapisala, je iz 7. pesmi. Torej samo 3 vrstice iz te pesmi, ki gredo tako. In življenje naše, ki tak hitro teče, ali so same sanje? To si želela. Ja. No, ta zbirka je zelo nova po tem, da prav ta zmeri Vita imaš te prostore, podobe in zvoke, ampak tukaj se mi zdi ena od bistvenih tem pravzaprav čas. Prav čas. Skratka, tako da vedno imaš naravo, imaš zemeljskost, imaš izkušnjo, imaš doživetja, ampak tukaj in različne perspektive in veliko barvitost in spreminjanje zornih kotov, pač kdo je govoril, kdo je opazovani. Skratka, polno perspektiv imaš že od začetka v svoji poeziji, ampak tukaj je pa čas tisti, ki je, se mi zdi, prav v ospredju, oziroma perspektiva časa, no? Če bi povedala kaj o tem. Ja, s tem bi se strinjala, ne, tudi s tem motom sem nakazala točno to, ne, tematiko. Zdaj, moja poezija pač spremlja moje življenje in slej ko prej prideš do tudi teh razmislekov ali pa samo občutij minevanja, ko se poslavljaš od ljubih ljudi in hkrati se zavedaš tudi svojega staranja, ne, če tako rečem. Ampak ja, ima pa ta čas seveda različna sidrišča, torej to je moja zgodba in moj linearni čas, so pa seveda tudi drugi časi, drugih ljudi, ki se z mano prepletajo. In vsi ti prepleti različnih časov so seveda tudi zanimivi. Ja, preden boš brala naprej pesmi, bi rada povedala, da je pač na zadnjem zavihku res odlično napisano, pravzaprav nekakšno vodilo, kako brati pesmi. Kajti sicer vedno avtor točno ve, kaj je napisal, pa drugi včasih ne znajo razbrati, kaj je hotel povedati, ne. Ampak no, tukaj si dala tako vodilo, kako to brati
ker tudi meni, pa tudi drugi včasih rečejo, tudi meni in pa drugim, da so kakšne stvari tako zelo abstraktne, da jih težko ljudje razumejo. Tako da želim, da zdaj poveš te bistvene reči, ki so na zavihku. Ja, torej kot rečeno, sem najprej opozorila na sam naslov. Obrazi že torej v 19. stoletju, oziroma že pri Jenku, ne pomenijo, pravzaprav pri njem ne pomenijo tega, kar nam pride najprej na misel, ne, res človeški obraz, ampak podoba, no, to, kar si že omenjala, da se pojavlja tudi v tej poeziji neka vizualnost, neka torej pač slikovnost, to, kar je s podobo povezano, čeprav je verjetno vsaj do neke mere ta podoba tudi gibljiva, ni samo statična. Po drugi strani seveda gre tudi za obraze v tem današnjem pomenu besede, ko portretiram na različne načine osebe, ki niso nujno jaz. Torej, zdaj ti načini so lahko taki, da te osebe opazujem, torej da uporabljam tretjo osebo, da jih lahko nagovarjam z drugo osebo ali pa se tudi vanje vživljam in uporabljam kar prvo osebo ednine. No, ampak ne označujem tega, kdo je pravzaprav govorec z, ne vem, oznako, z naslovom ali čim podobnim, in včasih je mogoče to za bralca, ki je navajen, da je vse, kar je zapisano, nekaj, kar odraža avtorjevo življenje, ga potem to lahko zmede, sploh ker so torej te življenjske zgodbe, koliko so pač skrčene v nek portret nekega občutja, nekega čustva, nekega čustvenega stanja, zelo raznovrstne, in potem iz pesmi v pesem je lahko bralec tudi malo presenečen, kaj je zdaj s tem, kdo je zdaj to, ne, ki govori ali pa ki je ogovorjen ali pa ki je tukaj prikazan. Zato sem tudi to napisala, no, da se bralci zavedajo, da imajo opraviti z različnimi lirskimi liki, no, če jim lahko tako rečem. No. No, recimo, to je ključno verjetno, no. Tudi glede na to, da nisem pri vseh pesmih sploh uporabila naslova, torej ene pesmi so naslovljene, druge niso, torej nisem bila v tem smislu dosledna, ampak pri enih pesmih enostavno nisem nekako mogla jih tako močno determinirati, da tako rečem, določiti z naslovom, ker je njihova notranja sestava na nek način krhka, no, in bi jih s tem preveč obremenila, se mi zdi, oziroma tudi samo branje bi preveč določila, pa nisem tega želela. Ja. No, ta poezija se mi zdi tako zelo briljantna, zato ker res je, ne samo ker je posebna, ampak ker ima res toliko različnih perspektiv in ker čeprav ne vemo vedno, kaj se s čem stika kje, nas te perspektive nagovarjajo, da pogledamo stvari res drugače. In to v neki drugi geometriji, kot da je, da ne sledimo samo tistemu, kar mediji govorijo, recimo, in kar šole govorijo, ampak odpremo oči in misli in čustva in različne čase in pozornosti do mnogih stvari, in če so pred nami, pred nosom, so očitno povezane. Tako da ne izključujemo sveta in ga hierarhiziramo, kaj je bolj pomembno, kaj ni, ampak prav to bivajoče pred našim nosom zagledamo v povezanosti, v stiku in v pravzaprav eni tudi simbolik in eni radodarnosti. No, to si zdaj lepo povedala. Ja. Zdaj pa želim, prosim, da prebereš prvo pesem. Prav. Ta je tudi brez naslova, tako da bo kar branje. Kdo mi veli, naj mečem lahne besedne žogice,
ne Ero z zlatimi kodri bog, prej Zefir ali nimfa, ki je pretihotapljena v rečno barko, nepričakovano prišla v mesto. In kot so moji sivi lasje prekriti z barvo, so moje sive besede nevidne tistim, ki jih slišijo prvič. Meni pa se smejijo s starikavim smehom. Žogaj se z mano, mladost, vsiljuje modrost, ko se ji zdi, da je poslani paket z ukradeno vsebino. Zdaj bi šle pa kar na prosim, na 21, prosim. Na 21. strani? Si rekla na 21? Ja. Tole z enim stopalom? Ja. No, opozarjam, poslušali, kako videti dekle na stolu, kako se premika, kakšna je, kako je pravzaprav, koliko pomenov je v tem. No, če sem prej omenjala besedne žogice, se pravi nek pogovor, neko komunikacijo z mladimi, potem je tudi tukaj ena komunikacija, čeprav ni besedna, ne? Gre pa takole. Z enim stopalom na sedalu stola in skrčeno nogo tesno ob telesu mi sedaj ne bi bilo udobno kakor njej. A saj sta najini dejavnosti različni. Dekle riše, jaz berem in dopisujem tuje misli s svojimi. Tudi polturško sedenje na stolu, le z eno spodvito nogo. Dekle je spremenila položaj. Bi meni hitro povzročilo mrtvičenost telesa, ki ima že toliko svojih muh in let, da se mu dobrikam kot kakšnemu samoljubnemu vodi, ki odloča o mojem življenju. Disciplino svoje vrste izmenjujem s sproščenostjo nomadske živali, telesnega praspomina. Hvala. No, pa še naslednjo, prosim. No, saj sta druga za drugo, ker imata nek, recimo, da skupni motiv. Takole gre, tudi ta je brez naslova. Ne gre za športni disciplini hitra hoja, skok v višino. Še v ples se lahko vsak gib prelije. Gre za strasti, za sile, ki se iz telesa usmerijo navzven, ki silijo na plano, kot vsak brst, mladič, kot večno mlada želja. Tudi v neskladnosti očesa zunaj znotraj, celo ob muzanju in smehu znotraj ali od zunaj, kot očitek, kaznujoč pogled. Ja. No, ta pesem mi je mnogo mi jih je všeč, ampak prav še posebej med ljubšimi, zato ker ima toliko gibanja. In sploh res imaš toliko glagolov, toliko premikanja in plesa in zvokov tudi v poeziji. In pomembno je to, da si že od osnovne šole v zborih pela, ne, in to z velikim veseljem in skratka, da je glasba v tebi in tudi premikanje zelo močno. Sploh tvoj mož je doktor geografije in tudi njemu in tebi je premikanje in zanimanje za svet, za pokrajine, za zemljo, za vse te reči izredno v
vate vpeto. Tako da je to bogatstvo radovednosti in odprtosti in premikanja res pomembno tudi v tvoji poeziji, ne samo v tvojem življenju. In prej, ko si brala tole deklene, pač kako sedi na stolu in kako jo gledaš in se ona premika in se tvoja misel premika. Si profesorca na oblikovni šoli in si stalno v stiku z mladimi. In ta zbirka je veliko tudi o tem, o mladosti, o zrelosti, no, rekli o starosti. Ja. No, o teh pravzaprav na nek način večnih vsebinah mladosti, srednjosti, zrelosti in da je pravzaprav vse dragoceno, da ni zdaj pri tebi eno slovo od mladosti, mislim, jokajoče in te reči. Ampak včasih je grenko to, nikoli pa ni jadikujoče, skratka. In te mladosti je polno v tej tvoji zbirki, tako da je sočna. Tako. No, zdaj pa prosim, smučanje, ki lahko postaja vsem, ki smučajo, zelo ljuba pesem, sej prikaže prav ta bistva, se mi zdi, za kaj gre. Ja, se mi zdi, da sem se odločila v enem trenutku, da bom pisala res tudi o stvareh, ki so precej konkretne na nek način, ne, ampak vendarle, če se ukvarjamo s temi dejavnostmi z veseljem, potem verjetno je neka globina tudi v teh naših željah, ne, potem, da se recimo smučamo po neki strmini, se po svoje deluje včasih tudi kar malo, ne vem, neumno ali kaj, gor pa dol, ampak mora biti nekaj v tem, ne, in recimo, da je nek odgovor na to tudi ta pesem. Prva pesem od dveh, no, pod tem naslovom Smučanje. Strmina, ki me razdre za cel naslednji dan, ki me resetira, da se le postopoma zaženejo, nikakor ne dobesedno, posamezni deli mene. Kot da sem se na beli strmini navadila le na telo in drobne miselne prebliske, ki opraviti zavoj, o bolečini v stegnu in blagodejnem nastavljanju soncu. Strmina, ob katerih lepijo vvis smreke in se zadnje korenine sveta združijo z nebom. Strmina, ki jo zima podaljšuje v belo oddaljenost in moderne smučarske naprave približajo naši hitni, plačljivi želji. Strmina, ki nagiba bivalno ravnost še dan potem, ko jo zapustim in še dlje za očmi, viseča belina. No. Zdaj pa si Goričanka, si pa živela nazadnje pač v Solkanu, potem, preden si se preselila v Ljubljano, in si napisala v tej zbirki kar nekaj pesmi ki so posvečene različnim krajem. In ena od teh je Nad Solkanom. Mi poveš, na kateri strani je? Se mislim, da bom hitro našla. Imam tukaj. Se je tukaj takoj, 27. Ja. Navzgor se zibljajo koraki in pogled. Na tej dobro znani poti gledam v oči ljudi, ki tu in tam pridejo naproti. Jih poznam, čas se vrti, centrifugalno jemlje, izprazni prostor, ga polni v moji odsotnosti, spregledu. Navzgor se zgošča ščebet, sladki vonj in mladi poganjki koprive. No, to je zdaj čisto tvoja slika, ne? Verjetno greš na kekca, kaj? Ja,
Vsak, ki od Ptuj prebere to, se razume, da greš na Kekca. Ja, sem hotela uporabiti ime kraja, no, zato sem napisala nad Cevkanom. Zdaj ta Kekec, razen domačini bi pomislili na pač literarni lik verjetno, ne, tako da bi tisto malo zmotilo mogoče. Je nad Cevkanom v tem smislu. Zato. Super, ja. Zdaj tale pesem Večer v Izoli, kako pravzaprav videti oblike in pravzaprav bitja v naravi, v oblikah, karkoli je pravzaprav možno videti, kjerkoli in povedati. In ta domišljija, ta svoboda, ki jo poezija ima, je dragocena in tvoje pesmi spodbujajo res v to pogledati drugače in povedati drugače. Ja, tam je kar ljuba, moram priznati. Takole gre. Večer v Izoli. Z brega, iz morja, kot bi šinila, potem odtrpnila ogromna mečarica, je večerni oblak. Nizko sonce na njegovem hrbtu včasih drsi skozenj, da se približa morju, da se v njem kot mečarica v temnečem nebu razpusti. Hvala. Ja. 32. Ja, 32. Ja. No, tole tako, kako profesorica svoje mlade srednješolce gleda in razmišlja o njih, o sebi in o času. Ja, to je pesem z naslovom Trst. Zares je naša profesorica zgodovine nekaj let vozila dijake v Trst in okolico, tudi v Glej, kar se mi je zdelo zelo pomembno, ker tukaj že v Ljubljani, pa saj dijaki niso samo iz Ljubljane, ampak so tudi od drugih krajev Slovenije, slabo poznajo zamejstvo, ne? Slabo poznajo ta primorski del ali pa koroški del, tako da so te ekskurzije zelo koristne. Žal zdaj nekaj let ne vozi, ker ni dobila prave podpore, ne razumejo niti v šoli vsi, kako pomembne so te stvari, če nekdo en prostor izkusi, tako da ga vidi, da tam sliši določene stvari. To je čisto nekaj drugega, kot če o stvareh sliši samo v šoli, pa ne vem, gleda kakšne sličice ali kaj podobnega. No, zdaj bom pa prebrala to pesem, ki je nastala po eni od teh ekskurzij. Moram jim povedati, njihove mlade oči vleče k soncu, morju, izložbam. Moje se zazirajo v senčne vogle, prav zato, ker so poleg, in jemljem si prvo besedo. Prav zato se odpre moj dvojni vid in naplavlja podobe, spletene iz zgodb. Ne morem, da jim ne bi pripovedovala, kot bi jim s tem izražala dobrodošlico. Pregostobesedno, komaj užitno. Mudi se mi, moram se njihove mehke sredice dotakniti z nečim, kar se je iz moje mehkobe preoblikovalo v skorjasto misel. Z nečim, kar sem vsa ta leta nevede kopičila na znamenje, prijeto v otroštvu. Odlamljam kose, rada bi, da jih sprejme njihovo telo, da se njihov pogled zveže z mojim glasom. Ja. Ja. Aha, zdaj pa 37.
Namreč zbirka ima tudi zelo težke pesmi. In to je ena od njih in govori pravzaprav o muki in pritiskih v mladem človeku, kot se prelevila v njo. Ja, sej, tudi v tej moji službi seveda vidim tudi mlade, ki imajo probleme in ti je včasih zelo hudo, pa ne veš, kako bi pomagal, predvsem pa jih vidiš, ne, in se naselijo v tebi, vendarle preživimo skupaj kar veliko časa, pa tudi, ko govorimo o literaturi, jih lahko kar precej na nek intimen način tudi spoznavam, ne, ko se pogovarjamo o stvareh, ki so povezane z vsem na tem božjem svetu, ker literatura je res povezana z vsem na tem božjem svetu. No, torej, ta ena teh trpkejših, ja. Pritisk, ki se iz glave seli v preostalo telo, ga obteži z lenobnostjo, sproščeno drseč pogled, ki liže znano sobo, kot bi si lepil obliž, ki dolgo zre brez cilja, ki se zapira pred možganskimi napisi, morala bi in pričakuje se in nič ne morem. Ariadnina nit je potopljena v mitologijo. Celo če bi njen jezdec rešitelj prišel, bi le prhnila ali zakrilila z obupanim smehom. Moram pasti na tla, bi rekla. Šele tam bom zagledala svoje misli kot bleščeče sadove zvej. Lahko jim bom sledila, jasni. Med padanjem so obupno skrivenčene, obstreljujejo me od vsepovsod, kot bi bila nasprotnica sama sebe, kot bi moj glas govoril zoper mene. Moj smeh, odmev smeha pošasti, ki se vselila vame in svojo motovilasto starostjo spodjedla mojo mladost, njeno lahkost napolnila s težo, ki noče iz glave. Ja. No, pa še naslednjo, prosim. No, te pesmi mi je tako všeč, pač ta začetni težek del, ki se pol prelevi v željo in v odločnost po vitalizmu in ti itak tebi pravim čudovita. Nisi samo vita, si čudovita in te tolikokrat, ko ti pišem, tako naslavljam, ti se pa nikoli nočeš, tako v tej svoji skromnosti, tako podpisovati, recimo, ne. Tako bi bilo lepo. No, sej čisto lepo, tudi če sem tako naslovljena. Ja. Je tudi to že fajn. Ja, če sem prej govorila o nekih težavah mladih, je lepo, kadar mladi zmorejo tudi energijo, se večinoma jo, ne, to je ravno mladost, da ima veliko vitalnega v sebi in da premaguje tudi težave, s katerimi se sooča, no. In ta pesem, kot si že povedala, ima res to, prikazuje to. Ne glej me v obraz. V moji glavi se prepirata moja starša. Ali še huje, molčita. Če pa spet slišiš običajen glas moje mame, je glas mojega očeta še globlji, a ne vem, od kod prihaja, niti njegove oči, niti obrazne mišice ne govorijo. Raje poglej moje roke na violini, ko obračajo vijake, uglašujejo strune, držijo lok, le sledi, kot jaz, toliko glasbe. Lepo, ja. Kaj smo zdaj? 38, 30, aha, 42. Ta tvoja poezija je tako nežna do ženskega, do otroškega, do narave, res, lej, sam poglej se,
Tako da je kot da boža in zato sem vesela, kadar si imela v knjižnici v živo in so tako kupovali tvoje knjige, ker so jim drage, ker pravzaprav in čas in prostor je v njih in tvoja milina. In to je ena zdaj še od teh milih pesmi. Hvala za te lepe besede. Ja, kot sem rekla, večinoma so res odzivi lepi, no, sem jih vesela. Ta pesem, ki je tudi brez naslova, gre pa tako. Deklica že dobro bere, pojoče, kot bi sama ustvarjala zgodbo na gugajočem se čolnu. Ko jo mama popravi, se ji glas spremeni. Skoči iz čolna med šebljanje ptičev, tako raznovrstno, gosto, da se nič ne poškoduje, niti zgodba, in se vanjo vrne. Naprej. Te pesmi večina so tudi res zgodbe, vedno, ne samo podobe in zvoki in perspektive, ampak so res zgodbe. In to je res biser. Ja, tako. Zdaj pa v bistvu je en cel sklop, ki je povezan s smrtmi. Če na kratko poveš, pa se odločili, da ne boš brala. No, bom kar jaz povedala, ker je že 41 ura. So tako osebne, tako noter so, da je boljše, da jih ljudje berejo sami v svoji tišini in se soočajo s smrtmi svojih ljudi, kakor da zdaj to pač bereva tukaj. Ja, mislim, da je tako res, ja. Ja. In boleče in pač tudi preživeče. Ja. Ja, pride čas, ko se soočaš, prišlo je kar precej teh situacij, no, ne samo moje mame, ampak tudi drugih ljudi, s katerimi sem se soočala v njihovi izgubi. Tako da je teh pesmi res kar nekaj nastalo, ja. Slikarka, 54. Vedno smo hodili skupaj na ogromno teh kulturnih prireditev. Ne samo v naravo, na izlete, ampak in razstave, in koncerti, in seveda literarni večeri, in gledališče, in vse živo. In tudi tvoja prva zbirka ima gor Klavdija Tuto, ne? In kaj ima že na drugi? Ja, na drugi je pa Igor Kregar, moj kolega s šole, slikar, ja. Ne samo do glasbe, imaš tudi pač poleg poezije, tudi do slikarstva zelo močen odnos. Ja, pravzaprav mi je to dala, se mi zdi, že osnovna šola Solkan, ker je bila v času, ko sem jaz pač obiskovala osnovno šolo, tudi razstavni prostor, ki je bila galerija in to eminentnih ustvarjalcev, ki so razstavljali sredi šolske avle, kar gotovo ni čisto običajna situacija, ampak gotovo je to sijajna situacija, da lahko zelo mlad človek se sooča dnevno, ko hodi skozi prostor v šoli z takimi sodobnimi, aktualno umetnostjo. In ja, zdaj sem pa že toliko let zaposlena na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, se pravi, kjer so moji kolegi tudi slikari, slikarke, dijaki pa tisti, ki preživijo tudi kar nekaj ur z raznimi likovnimi tehnikami, ne, tako da no, tako je prišlo, tako gre življenje. Slikarka si hotela, da preberem tole. S čopičem v roki se premika kot mladenka. Potek je več korakov hkrati.
Je več pogledov hkrati. Radosten, celo zabaven gib, ki se vrača kot izkušnja zgodovine. Kot svet, ki diha v pogled, lep v obvladanem prenosu, v zadržanem zanosu na nosov baru, prekrivanju, odpiranju, svetljenju, iskanju pravega odtenka na paleti, na platnu pravega učinka, ki se skrije in prikaže, ukaže. Ja, učilnica, ki je super napisana pesem o profesorce tudi, ne sem pet. Ja. To je ta, ne, soočenje z tem, kar počnem že toliko let, desetletij, ko se človek sprašuje, a je samo res nek, ne vem, tisti, ki prisilno nekako ne usmerja dijake v neke poglede, ali vendarle ima tudi zelo blagodejne in dobre učinke, no, skratka, tovrsten razmislek sem si nekako zapisala, ker se mi je zdelo, da zdaj pa že čas, da tudi o tem nekaj napišem. Takole gre. Učilnica. Zapovedani rob ali ovoj. Beljakovinasta maternica, ki vali v nekoliko pregretem zraku. V kaj se levi, kar se želi razliti, planiti, obličiti nekaj po svoje? V korak, ki plane ven? V tistega, ki vstopa v predele misli? Kot čustvo, radost, jeza? Kot napor pregiba, ribanja, vzdržljive, enolične vaje, kot znak, prapor, geslo sezamovih vrat. No, zdaj pa še tale odlična, o tem, kaj doživljamo vsi, ko se z računalnikom ubadamo. Ja. Zdaj je računalnik tisti, s katerim smo kar naprej v nekem stiku in preko njega seveda v stiku z drugimi in svojimi pogledi na to, kaj je prav pa kaj ne. Tako gre. S tresočimi se rokami na tipki. Ni vsakodnevno sporočilo. Odgovor je odgovornost, da je prav. Mogoče bo še mogoče kaj preklicati, popraviti, spraviti v red z glasom, ki od znotraj kriči, da notranje oči krožijo ob misli, kako se čas gosti in čaka odgovore brez primesi dvoma, da postane jasno še roki na tipki, da je prav. Super. Ja, okej. 56, 58. Petje. 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 Ni naslov petje, lahko pa bi bil, ne? Ja, nima naslova. Ko začneš peti, je petje. Marsikaj prenese vanj, ne, se opravičujem, še enkrat bom napačno zabrala. Ko začneš peti, je petje. Marsikaj preneseš vanj, marsikaj prinese vate. Prostor, ki se ga dotikaš, je širši. Čas, ki ga srkaš, je prosojen, vidiš skozenj. Ko začnejo peti, je najdenje. Na eni veji cela jata. V tonih, istih, drugih, složna volja. Gremo skupaj, da bo vsak zase prišel. No, ja.
tale gremo skupaj, da bo vsak zase prišel, je tako ta čudoviti obrat, ne. Ponavadi mislimo tako, da najprej gre vsak zase in potem bomo skupaj. Ti pa vidiš res svet kot celoto in zato res stalno v povezavi vidiš svet. In zato šele, ko greš skupaj, si lahko potem ti. Tako da to se mi zdi zelo močen moto tvoje poezije in poseben in dragocen. Hvala. Ja, zdaj bi pa zadnjo pesem, prosim. No, ta pa ima naslov, in sicer Gospodujoči grm. Opazujem ga, kot bi kakega zanimivega človeka ali žival, če ne bi zaznala mojega gledanja. Komaj opazno premika vejice v morski sapi. Biološko poimenovanje zavestno opuščam, pa ni ne rasistična, ne seksistična oznaka. Njegovo gospodstvo je rezultat možnosti. Leta spokoja, brez sovražnikov in ujm, so ga dvignila visoko, da samozavestno širi veje, dotikajoč se namišljenih krogov valjastega trupa zraka in varuje se z bodičasto mehkobo. Enako kot goste, drobne ptice, ki v njegovi sredi nekaj zberejo, preden se odlepijo od mojega pogleda. Ja, prelepo. In ta filozofija, svobodna filozofija, modra filozofija, namreč tega grma, njegovo gospodstvo je rezultat možnosti. Leta spokoja, brez sovražnikov in ujem, so ga dvignila visoko, da samozavestno širi veje, dotikajoč se namišljenih krogov valjastega trupa zraka in varuje se z bodičasto mehkobo. Ni vic v tem, ne, v nekih strašnih bojih, zato da bomo krepki in izkušeni, ne, ampak je pravzaprav ta milina tisto, ta mehkoba tisto, ta samozavest v tem, da si nekako obvarovan pred vso to norijo sveta, pravzaprav moč in tisto, kar te raste in kar ti daje možnost, da daš najboljše svetu. Ne pa, da si ko ena cunja, ne, razcefrana, ne, in da se potem s tem šopiriš na nek način, da si žrtev in da zato si vreden. Skratka, ta pesem je zelo samosvoja in meni perfektna. Tako. Ampak kot vidiš, je mogoče se vsega tega naučiti od enega grma. Ja. Ja. Nam tudi grmi kaj povejo, če jih pogledamo bolj natančno. Ja, tako. No, zdaj pa, Tina, kaj praviš? Mislim, jaz imam še eno vprašanje za Vito, ampak če bi kdo še kaj rad zdaj karkoli povedal ali karkoli. Ja, zdaj bom preverila, Vida, če je slučajno še kakšno sporočilo. Okay. Eno je v imenu Goriške knjižnice za dragi Vita in Vida. Iskrena hvala obema za krasen večer. Lepo sta ga prepletli s poezijo in pogovorom. Tako da kar ostali, ki spremljate, dejte se lepo pogumiti, lahko napišete sporočilo spodaj v chatu, lahko pa tudi kaj zdaj poveste. Tako da časa je še nekaj. Vida, če bi pa vi še želeli kaj vprašati, avtorica, pa kar izvolite. Ja. Kaj želiš s svojo poezijo? Ja, vprašanje bi mogoče jaz kar malo zasukala v smislu, kaj želi moja poezija z mano. Dejansko se mi oglaša poezija od mladosti, ne, in hvala Bogu se mi vsaj občasno še kdaj oglasi, tako da jaz sem večkrat rekla, da pravzaprav pesmi ne pišem, ampak jih samo napišem. Tudi v prejšnji knjigi sem imela pesem z naslovom Opomba, kjer sem zapisala, da je opomba najpomembnejši del vsebine.
in da je to pesem pravzaprav, ne. Tisto, kar se zdi nekje obrobno, saj obrobno znotraj mojega življenja, ki poteka po vrsti različnih poteh, no, po različnih poteh, ampak je pa to na en način najpomembnejša vsebina, ker, kot sem rekla že prej, nekako spremlja moje življenje. Tako da zdaj, ko pa seveda te pesmi berejo bralci, upam, da jih lahko nagovarja tudi v njihovem življenju, torej da vendarle najdejo tudi kakšne stične točke, ne. Zdaj, kot sva že prej ugotovili, v tej zadnji zbirki je več pesmi, čeprav že v prejšnji je bila kakšna, ki nekako govori o drugih ljudeh. Tako da očitno je tudi ta empatični vidik tisto, kar želim tudi na ta način izraziti. Ampak tukaj so res ena močna občutja ali pa ena močna potreba, da določene stvari povem na ta način, pesniški. Tako nekako. Nimam pa zdaj nekih hudih programov, ali kako bi rekla, to, kar se mogoče tudi malo bolj načrtno odraža, kakšna usmeritev teme, kaj je zdaj tisto, čemur dajem več pozornosti, ali pa kar sploh opazim, kajti ponavadi vendarle opazimo tisto, na kar smo malo bolj fokusirani, ne, tudi mentalno, ne samo pač skozi oči. Tisto pa je mogoče deloma povezano tudi s tem, kar berem s svetom okoli nas in tako naprej, ne. Vendarle sem nekako v stiku tudi z poezijo, vsaj slovensko poezijo, ki nastaja ta hip, tako da me tudi to mogoče malo usmerja v določeni tematiki, ne samo načinu, kako je to povedano. Ja, že za tole Prešernovo nagrado si dobila za poezijo 80-ih, a ne? Ja. O novih stvareh pisala, te ta živost zelo zanima, tudi starejše avtorice in si izredno dejavna kot slavistka. In cenjena in polno imaš objav, tako da je to tudi velik del tvojega dela. In imate slavisti izredno močne odnose in pač cenite se. Zadnjič sem brala, ko si o Mariji Pirjevca, ne, pisala v eni njeni knjigi, kakšno pozornost je bilo to napisano, tako prefinjeno, toplo in nič tako izpuščeno, nič površno. Skratka, so to res pomembne reči, ki dajo ne samo polno vedenja in znanja, ampak tudi topline in te čustvene vezi. Tako da čestitam in hvala, ker si mi napisala kar nekaj spremnih besed v mojih. Ja. Res ljube, tako da kdo se obrne nate, dobi dragocenost, tako. Hvala. Ja. Hvala tebi, no, za te res lepe besede. Upam, da bom še, no, saj veš, da imam v delu, ne, ampak se je že marsikaj napisano tudi ob tvojem delu še, ne, da bom še pisala in da bom tudi to zaključila, kar pišem. Ja, res je, slavisti smo kar povezana skupina, slovenisti predvsem. Tudi danes je bila vsaj ena, no, zdaj mislim, da vseh nimam niti vpogled v vse, ki so danes zraven. In torej tudi primorski slovenisti se povezujemo na vsakoletnih primorskih slovenističnih dnevih, prav v kratkem bo letošnje srečanje, sicer tudi nadaljavo, lansko je bilo žal izpuščeno, poleg seveda teh državnih, no, srečanj. Tako da je to veliko priložnosti za izmenjavo nekih strokovnih prispevkov, ampak tudi
čisto po človeški plati, ne, da lahko ohranjamo neke vezi, ki so potem mogoče osnova, da nastajajo tudi besedila, kot si prej omenila, ki so bolj osebno, ne vem, topla ali kakorkoli si temu rekla. Ja, drugače pa tudi strokovna besedila občudujem, kadar gre za neko natančnost v prikazu določenih stvari, raziskovanje nekih ozadij, ne, to je tudi vedno znova zanimivo. Interpretacija literature, tudi sama veš, izvrstna interpretka, je to neka radovednost, ko se poglabljaš v pisavo nekoga drugega in odkrivaš tančice, ne, in tudi neke ideje, ki jih mogoče do katerih se sam ne bi dokopal. Da je to še ene dodatne poti za mojo radovednost. Radovednost si pa vedno, ja. Jaz toliko reči. In ko sem te vprašala, da te pa le poveš, kaj je prav najljubših svetovnih avtorjev. Sem bila pa v zadregi, ne? Ja, zato, ker se pravim, jaz rada, mislim, berem raznovrstne stvari, res, tudi niti ne samo poezijo, no, kot rečeno, poezijo bolj ljubim pravzaprav slovensko kot tujo, ker pri tuji sem bolj ali manj vedno vezana na neke prevode. Nisem se nikoli tako poglobila, niti v angleščino, čeprav bi se lahko, ne, ampak verjetno mi pač vse te stvari, ki jih počnemo v življenju, niso dale potem dovolj podpore za to. In se mi zdi, da pri prevodu poezije je vedno veliko izgubljeno. No. Tako, da nekako vedno najdem se mi zdi bolj. Ali pa tudi zato, ker pri prevodu tujih pesnikov ponavadi smo malo v zamiku in ne gre za prav aktualne avtorje, gre vedno vsaj, ne vem, nekaj desetletij nazaj. Ne? In potem je to, ni več tiste svežine, kot je svežina sodobnega pisanja, tistega, ki nastaja ta trenutek. Ne? Vedno čutiš tisto, kar si že pravzaprav v enih predelanih variantah, tudi mogoče pri slovenskih avtorjev že ki je videl. Ne? In se potem malo manj, recimo, pretrese ali kaj pritegne. Ja. Ja. No, kakšni odzivi so ti pa najljubši, recimo? Misliš odzivi na moje pisanje? Ja, kakšni so najljubši? To je pa zdaj tako, ne? Zdaj, seveda mi je lepo, kadar nekdo zapiše neko svoje branje, oziroma ne, opozori na tiste stvari, ki jih je on videl. To je pač ta možnost, da potem jaz tudi vidim svoje pesmi z očmi nekoga drugega. Kaj je tisto, kar lahko odzvanja pri nekom drugem. To se mi zdi najbolj, da mi je v največje veselje. No, novi uvidi v čudovitko. Tako. Ja, pravzaprav, a si pisala kdaj literarne kritike? Sem pisala. Tudi na začetku, takoj po koncu fakultete sem jih kar nekaj napisala. Ja. Samo se pravim, potem pač sem imela službo, otroke in družino in vse druge stvari, pa pač biti literarni kritik je pa seveda še ena posebna odgovornost, ne. Vendarle tukaj dajaš tudi določene sodbe in ne samo interpretacije, ampak tudi sodbe, ki so lahko precej pomembne in odločilne za to, kako se nekomu piše, ne, v prostoru. Dobro, saj danes večinoma kritika ni tako zelo izključujoča, ne. Večinoma najdeš vedno tudi neke kvalitete pri praktično komorkoli, ne, nekaj že. Ampak, ja, no, zahteva celega človeka, bi rekla.
Tako da po moje so res najboljši tisti kritiki, ki so res predvsem to, ne pa še ne vem, koliko drugih služb. Ja. Ampak se sprašujem, je sploh smiselna še kritika? Glede na... Pravim, vse kritika ima vedno tudi neke interpretativne funkcije, neko interpretativno torej argumentacijo pravzaprav. Neko vrednotenje se vedno povezuje tudi z eno interpretacijo. In ta je po moje spet eno od tistih branj, ki so branja ljudi, ki res običajno veliko lahko opazijo v literaturi, tudi v poeziji, ki je mogoče najzahtevnejše na nek način branje. Tako da, če drugega ne, po moje za avtorja v tem smislu lahko dragoceno, lahko pa tudi ne. Če zdaj nekdo čisto zgreši avtorjev namen, potem je lahko tudi avtorju v breme, oziroma ne samo v breme, ampak ga tudi mogoče ustavi v nek okvir, ki je avtorju, torej ga avtor ne mara, da je tam, v tistem okvirju, ampak pravim. Zato je pa mogoče dobro, da je teh kritik tudi več, da potem vendarle se kje najde tisto, kar je pravo in primerno. No, jaz se odločam ne za kritiko, ampak za sočutje in uživam res v tvoji poeziji in v prijateljstvu s tabo in najlepša. Ja, hvala tebi, ti si tako lepo se pripravila in tudi ta večer vodila, tako da mislim, kot beremo tukaj, vidimo, da so tudi naši najini poslušalci nekako zadovoljni. Ste uspeli prebrati? Ja. Gospa Darinka piše: draga Vita, iskrene čestitke za 4. zbirko pesmi in tvoj prispevek v zakladnico slovenske poezije. In ne nazadnje, veseli smo, da si članica Goriškega literarnega kluba Govorica. Čestitke tudi za to. In gospa Nina piše: Vita, hvala za ta večer, ko bereš svoje pesmi, jih doživljam na novo vsakič in tudi na drug način. Tudi vam, Nina, hvala za ta komentar. Ima še kdo kaj za dodati? Še kakšno minutko je aktivna povezava? Ja, jaz bi rad še tudi. Gospod Marušič, ja? Kar izvolite, gospod Marušič. Ja, jaz se, predvsem, ko Sokanc čutim, zelo zadovoljnega, da se Sokan tudi na literarnem področju javlja. Zdaj so bili Sokanci bolj likovno, bratje Kaligi, Kiparji, Vladimir Makovc, Srebrnič in tako naprej. Čeravno smo imeli tudi pesnike, na sezanje Paulina Pajkova je začela kot pesnica. Imeli smo pesnico na božje poezije Dolorozo Franco. Imamo potem tudi Klement Juk je napisal eno pesem, pa Richard Juk, urolog, Poresenski je napisal. Imamo tudi take, da ne vem, v novejših časih imamo Borisa Juga, imamo Luciana Vuga, ki izvira iz Sokana. Ampak, ker je naša nocojšnja gostja, tudi literarna zgodovinarka, bi rad opozoril, da v soboto bo menilo 100 let od rojstva Dušana Pirca Haza. Pa veliko literarno zgodovinsko ime. In rojen je bil v Sokanu. Danes je to Nova Gorica, ker se je Nova Gorica tako razširila, ampak takrat je bil Sokan še vedno del občine Sokan, oziroma cerkveno je spadal Sokan in bil samostojno. Je ta hiša, to je na Prvomajski cesti, je rojstna hiša Haza, vizavi teh stolbic na teh majskih poljanah, kako to se imenuje. In to ima tudi spominsko ploščo na hiši. In to se mi zdi en dogodek, ki je pač, sem se ga dovolil opozoriti v zvezi z nocojšnjo gostjo, ki je pesnica, pa tudi literarna zgodovinarka. Hvala lepa, ja, hvala za to, ja, opombo. Hvala, gospod Branko Marušič. Ima mogoče še kdo? Ja, jaz bi še rad nekaj dodal tudi. Gospod Milan? Ja, Vita, iskrene čestitke za novo pesniško zbirko. Gre za, kako bi temu rekel, za zahtevno intelektualno poezijo, ki zahteva zelo natančno branje in ponovna branja
tako da me je zelo očarala. Jaz sem sicer skočil vmes malo v Škuc in potem nazaj, ampak tako kot je omenila Vida, všeč mi je to tvoje pripovedovanje zgodb, ker se mi zdi, da na tak način zlahka posrkaš in privabiš bralke in bralcev v svoj svet. To mi je zlasti blizu, mogoče tudi zato, ker nekaj podobnega poskušam sam početi. Ne. Se mi je pa zdelo, ne vem zakaj, na momente, kot da gre za neko haiku vzdušje v tvojih pesmih tokrat. Sicer seveda ne po formi, ne po obliki, ampak prav vzdušje. In ne vem, zakaj se mi je tak utrinek utrnil poslušanje tvoje poezije in pač me je očaralo. In za konec bi rekel pač še to, da poezija govori o stvareh vedno na svoj način. Ne? In ko jih izpišeš na svoj način, na drugačen način, takrat je zapisano res poezija. In to ti res imenitno uspeva v tej zbirki, za katero sem ti hvaležen. In mislim, da sodi v sam vrh poezije, ki jo pišejo ženske ta trenutek v slovenskem literarnem prostoru. Hvala ti. Hvala za to, izredno. Še gospod Gorazd Humar je želel, še par minutki imamo. Dobro večer, sem Vita, sem užival. Hvala lepa. Slišal sem nekaj zanimivih, kristalno čistih besednih nanizov. Zame včasih je malo abstraktnih, jaz sem bolj trdo inženirsko na tleh, ampak ne glede na to. Italijani, dobro, pustimo, imajo en drug tuto fabrodo, ne, vsak po svoje pripoveduje in vse je ena zgodba. Enkrat z ene, drugič z druge strani, vsakdo jo vidi na svoj način. Lepo je bilo, hvala. Hvala. Zdaj pa se seznanila takole preko zaslona, ne? Ja. Takole, bi želel še kdo kaj dodati? Ja, lahko, če lahko jaz spregovorim tudi. Gospa Mimi? Ja, jaz bi rada. Hvala Viti in Vidi. Kljub temu, da sem zbirko ničkolikokrat prebrala, so se mi obzorja razširila prav ob tej interpretaciji. In resnično od barv naprej. Jaz sem v tem gledala samo zlato in ob Vidini rjavi sem videla, da zlato so samo bilke. Te travnate bilke, to je, se mi zdi, kar poezija. In ta zazrtost je njena avtoričina. Medtem ko ti zastrti obrazi zgoraj so pa res malo bolj rjavkasti. In ti obrazi, ki resnično stopajo v poeziji k nam. In prav ti obrazi imajo to dvojno sporočilo, ne samo jenkovsko, ampak tudi obrazi, ki izstopajo iz te poezije. In ta Sovkan, strašno lepo, da smo slišali branje, ampak nekatera opozorila so tudi tako nujna. Ravno tale Sovkan ima neko sozvočje z motom. Čas se vrti, jenko ima in življenje naše, ki tako hitro teče, ali so samo sanje. In Sovkan ima pa razširjeno figuro. Čas se vrti, tu je nekje standard, ampak potem gre v centrifugalno jemlje. To je pa tako moderna podoba, ki je resnično to, kar je rekla Vita, ki je ne dobiš pred 50 leti. To je danes. Centrifuga, ki vzame človeku vse, tudi nazadnje spomin včasih. Izprazni prostor. A vidite, čas in prostor, ki je bistvena poteza te poezije. Da polni v odsotnosti. Super zadeva. Potem je pa tista končna sinestezija, najde pa tisto nadomestilo v naravi. In to naravo da vsemi čuti,
ne samo barve, ne samo vidi, ne samo sliši, tudi okuša in zavoha. Stvari so resnično fantastične. Hvala, Vita. Hvala. Kako je to slišati iz ust profesorice, ne? Moje profesorice, nekdanje. Ja, hvala lepa, res. Ki pa še vedno, kot vidite, ima zelo pronicljiv pogled in besede, ki znajo povedati točno marsikaj, no, kar je opazila. Ja, hvala res vsem za te besede, ki ste jih povedali. Torej, dragi Vita in Vida, še v mojem imenu in imenu Goriške knjižnice, hvala obema za krasen poetični večer in še veliko ustvarjalnosti obema tudi v prihodnje. Če nihče več nima vprašanj in ne bi želel kaj dodati, se vsem skupaj lepo zahvaljujem, da ste bili z nami in vam želim lep večer še naprej. Bodite in ostanite zdravi in se vidimo naslednjič. Lepa hvala. Lahko noč. Hvala.